Živijo! Lepo pozdravljeni v kulinaričnem kotičku. Z nami je gostja Beti Krajačič. Nekateri jo verjetno poznate, drugi ne. Zato bi te prosila, da se na kratko predstaviš, kdo si. Ime mi je Beti. Imam gluhe starše in tudi sama sem gluha. Imam pa slišečega otroka. Moj hobi je fotografiranje in rada tudi kuham. Danes bova skupaj pripravila tipično jed, primerno za poletni čas. Morsko jed. Bova pa danes prvič pripravili polnjene kalamare na žaru in še posebej za sladico tiramisu s pistacijami in malinami. Doslej še nisem naredila kalamarov, pa ti tudi ne. Nikoli. Zamisel je bila tvoja, da bi to naredili. Zakaj si se odločila, da narediva kalamare? Ker poleti rada jem kalamare na žaru. Zato sem jih hotela poskusiti enkrat pripraviti, ker jih še nikoli nisem. Zato imava danes priložnost, da to prvič poskusiva. Res pa je, da ko sem kalamare umila, so bili na dotik res zanimivi in drugačni. Ni pa tako hudo, kot sem si mislila. Videti so takole, ampak ni bilo hudo. Torej bova poskusili in upam, da nama bodo na koncu uspeli. Za prilogo bova imeli pečen krompir. Zdaj bom pripravila pečen krompir, ti pa boš kasneje nadevala kalamare. Krompir sem že olupila in narezala ter oprala. Zdaj bom dodala sol, poper, peteršilj in malo olja. Nato ga bom dala speči. Potem boš na vrsti ti. Prosim, sol in poper. Krompir damo v prej segreto pečico. Pečemo ga do hrustljavo zlate rjave barve. Ga boš dala v pečico? Vsaj za 20 minut, da se popeče. Krompir je že v pečici, sedaj bomo naredili polnjene kalamare. Za nadev imamo tukaj že drobno narezano šunko zmešano z naribanim sirom. Zdaj dodamo sol in poper in česen. In kaj še? Peteršilj. Zdaj s tem nadevamo in ne pozabimo jih na koncu zapreti z zobotrebcem. Čudno je. Da, na otip je kot plastika. In je že narejeno. Je bilo pa zanimivo. Da, zanimivo, ker je treba biti previden, da se ne strgajo. Da, previdno in tudi preveč nadeva ni v redu. Normalno. Zdaj pa počakajmo, da se krompir speče. Proti koncu popečemo še kalamare. Zdaj boš pa pripravila sladico. Da, najprej bomo zmrznjene maline pogreli in raztopili. To nalogo boš prevzela ti. Jaz pa bom pripravila kremo za tiramisu. Pripravila bom kremo. V skledo dodamo mascarpone. Potem še sladko smetano za stepanje.
Kot vidite, to je namaz s pistacijami, prodaja katerega se je razširila zaradi dubajske čokolade. Zato bomo poskusili ta okus pistacije dodati mascarponeju. Dodamo poskusiva. Dobro je. Ni slabo. Počasi vre. Dovolj bo. Če vam ostane preveč nadeva, ga je škoda zavreči. Lahko ga razporedite po pečenem krompirju, da se sir stopi in šunka popeče. Zato bomo to zdaj naredili. Zdaj pa to. Imam kozarček. Zakaj? Če v kozarčku narediš sladico, jo lahko takoj poješ. Če pa jo pripraviš v posodi, bi se na krožniku razlila, ker jo je potrebno pustiti v hladilniku, da se krema strdi. Zato je ta zamisel boljša, da se naredi v kozarčku. Na hitro. Tako ja, da lahko čez pol ure jemo. Z ostankom malin bomo namočili biskvit. Predtem smo maline dali v drugo posodo, ostanek pa prelili z vodo za namakanje. To boš naredila ti. Zdaj pa dodamo kremo. Na koncu potresemo z nasekljanimi pistacijami. Krompir bo kmalu pečen. Zdaj je treba popeči kalamare. Zraven kalamarov in pečenega krompirja se prileže pomaka. Izbrala sem bolj zdravo različico pomake iz grškega jogurta, limone, česna in nasekljanega peteršilja. Bomo poskusili. Videti je, da je najin projekt uspešen v zvezi z lignji.
Za prvič nama je uspelo. Bi bilo dobro, če se jih popeče na žaru brez olja. V ponvi olje sicer šprica povsod, zato je bilo potrebno dati pokrov, drugače pa je videti enako kot ti iz restavracije. Zdaj jih bova poskusili. Da, poskusiva jih. Dobro je. Ima močan okus po siru in po morski hrani. Kalamari. Če bi to poskusili z zaprtimi očmi, bi že ugotovili, da je iz morja. Da, že takoj vemo. Je pa odlično. Še sladico poskusiva, preden zaključiva. Sicer pa, če naredimo mascarpone s smetano, se hitro naredi brez težav. Če pa morate posebej dodajati želatino, je bolj zapleteno. Lahko uspe ali pa ne. Ta krema je enostavna za pripravo, sami pa dodajate okus. Zato je s pistacijo in še z malinami odlična kombinacija. In poskusiva še to. Poskusiva. O, to bi raje jedla. Res je dobro. Kot veste, obožujem sladice. Vsak dan bi cele dneve lahko jedla samo to. Sicer je odlična. Vse nama je uspelo. Da, uspešen projekt je za nama. Morda bova spet kaj prvič naredili kar tukaj. Da, zakaj pa ne? Imejte lepe počitnice in dopust in se vidimo ponovno septembra. Nasvidenje.